Občina Pivka je eden od 8 projektnih partnerjev čezmejnega strateškega projekta Interreg Italija-Slovenija Merlin CV. Cilj projekta je povečanje turistične atraktivnosti regije in ustvarjanje novih inovativnih turističnih produktov, povezanih s kulturno dediščino gradov, dvorcev in vil. Glavne aktivnosti občine Pivka se nanašajo prav na nekdanji dvorec Ravne, pri katerem se trenutno nahajamo. Dvorec je bil zgrajen v 16. stoletju na razvalinah Ravenskega gradu. Imel je pestro zgodovino in tekom nje zamenjal kar nekaj lastnikov. Med njimi so na primer plemiške rodbine Ravnah, Deleo in Hohenwart. V današnjem prispevku nam bo zgodovinar Igor Gardelin, strokovni sodelavec na omenjenem projektu, predstavil zgodovino dvorca Ravne v času plemiških rodbin Deleo in Hohenwart, ki sta na Ravnah gospodovali od 17. do začetka 20. stoletja. Igor Gardelin, sicer magister Fakultete za humanistične študije Koper, z bogatimi izkušnjami na področju arhivskega dela, bo predstavil, kako se lahko z uporabo zgodovinskih virov pripomore k odkrivanju pozabljene dediščine, v našem primeru dediščine dvorca Ravne in njenih lastnikov. Prijetno poslušanje. Dobar dan, spoštovane dame in gospodje, moje ime je Igor Gardelin, po poklicu sem zgodovinar in danes vam bom predstavil zgodovino gradu Ravne pri Pivki in sicer šli bomo po sledeh kulturne dediščine Grajske knjižnice in arhiva. Najprej bi vam rad predstavil nekaj glede zgodovine gradu Ravne. Prvič se omenja leta 1313 pod imenom Ravnahija Arks. Tam naj bi ministeriali oglejskih patriarhov postavili stolp. Kasneje so kot nagrado tudi ta stolp dobili in posestvo okoli njega in z tega se potem ustvarilo gospodstvo oziroma sedež rodbine Ravnah. Ta rodbina naj bi sicer po nekaterih podatkih izhajala iz Ravene, kasneje pa naj bi v službi novih habsburških vladarjev svoj priimek ponemčila in tako se začne dinastija te plemiške rodbine na Pivškem. Eden izmed njenih najbolj znanih članov je bil Bernardin von Ravnah. Ta bil vojak, glavar Istre in Krasa, član cesarskega dvornega sveta, cesarjev zaupnik in je bil odgovoren tudi za postavitev trdnjave Šilentabor tukaj v bližini Raven. Naslednji izmed njih je bil Baltazar von Ravnah, ta je bil stolni prošt v Salzburgu. Še drugi oziroma tretji omembe vreden iz rodbine je bil Andrej Daniel von Ravnah, ta je bil pičenski škof. Zadnji plemiški lastnik iz te rodbine je bil pa Georg von Ravnah, ta je pa kasneje predal oziroma prodal svojo matično posest skupaj z gradom tržaški plemiški rodbini Deleo, kot bomo videli kasneje. Tukaj je nekaj par slik gradu Ravne. Na prvi lahko vidite podobo iz časa Valvazorja leta 1679. Na desni strani je slika gradu iz 19. stoletja, začetka. Tukaj spodaj levo je fotografija okoli leta 1870 in nenazadnje v spodnjem desnem kotu tudi slika oziroma fasada gradu iz leta 2020. Vmes lahko vidite tudi grbe obeh rodbin, Deleo in Hohenwart, na katere se bomo osredotočili danes. In sicer tukaj vidite lepo v kvadriranem ščitu, kot jim je bilo to določeno s povzdignjenjem v baronski oziroma grofovski stan. Najprej nekaj o lastnikih iz rodbine Deleo. Ta prvi po tej rodbini Ravnah je bil Karolus oziroma njegov sin Jeremija. Po smrti Jeremije je bilo posestvo razdeljeno na petine med 5 sinov, se pravi še enega Karla oziroma Karolusa, Tulija Gidija, Sigismunda, Georgija in Joannesa Baptisto. Potem se je to nekaj časa med njimi posest šla se delila, naprimer eden je kupil, se bil lastnik 3/5, pa potem postal 4/5, tako vse dokler ni na koncu prišla v 4/5 teh ravenske posesti v posest Franca Sigmunda Delea in leta 1696. In potem nasledila ga je najprej njegova vdova, Ignacija Kordula
Deleo, rojena Fabjanič, leta 1717, po njej pa njuna hči Marija Ana Šarlota Deleo, kasneje poročena Hohenwart, in sicer z Francem Karlom von Hohenwartom, in tako se začne zgodovina rodbine Hohenwart na gradu Ravne od leta 1719, ko sta se poročila. No, zdaj še nekaj o rodbini Hohenwart. Kot sem omenil, je bil pač soprog Marijane Šarlote iz rodbine Deleo Franc Karl. No, nasledil jih je leta 1755 z izročilno listino Georg Jakob, njun sin. Njemu je sledil njegov sin Franc Jožef Hannibal. On se je v glavnem zapisal kot zelo famozen naravoslovec in ustanovitelj današnjega Narodnega muzeja, takratnega deželnega muzeja. Ker ni imel otrok, je poroko zapustil svojo posest Karlu Sigmundu Hohenwartu, to je bil njegov nečak. Njemu je sledil njegov sin Hugo, ampak on tudi žal ni imel otrok in je potem grad Ravne skupaj s posestvijo nasledila njegova vdova Izabela Hohenwart, rojena Marenci, ki je bila dejansko zadnja plemiška lastnica tega gradu do leta 1928, oziroma potem so to njeni sorodniki podedovali. Kasneje je bil pa grad prodan nekemu trgovcu, po letu 1945 nacionaliziran, no danes je pa to v lasti občine Pivka. No, tukaj imamo nekaj portretov iz članov rodbine Hohenwart, lahko vidite Franca Sigmunda Delea, grofa Franca Jožefa Hannibala, Karla Sigmunda von Hohenwarta in Huga von Hohenwarta. No, zdaj, ko smo omenjali, da gremo po sledeh grajske knjižnice in arhiva, no, nas seveda obvezno more podpeljati najprej do Arhiva Republike Slovenije. Tam se nahajajo zanimive listine oziroma dokumenti, ki nam pričajo o zgodovini lastnikov gradu Ravne. In sicer to so zapuščinski inventarji, zbirka genealoških rodovnikov in miscelenija, to bom povedal kasneje, zakaj se tu gre. No, tukaj vidite, arhiv je tudi v eni lepi baročni palači kot grad Ravne. En tak primer rodovnikov lahko vidite tukaj na sliki. Vkolikor ga ne izdelate prej sami iz podatkov z kakšnih knjig, če imate srečo, ga najdete lahko v arhivu. No, kot vidite, tukaj na levi strani predvsem nemška gotica. Če imate srečo, pa je lahko tudi že izdelan, naprimer so ga izdelali plemiči, lahko vidite tukaj že izdelan lep rodovnik z grbi vseh teh plemiških rodbin. No. Potem drugi pomemben vir za preučevanje zgodovine plemstva so zapuščinski inventarji. Namreč, kaj je bilo to? Ob smrti zapustnika so bili sestavljeni zapuščinski inventarji z namenom, da se zaščiti to njihovo premoženje v času, ko prehaja dediščina z enega lastnika recimo na drugega, da ne bi prišlo do škodovanja, bilo to glavno mišljeno. Danes je pa to zelo dragocen vir, ker vidimo v njih točno katere predmete so posedovali, kolikšna bila njihova vrednost, s čim so se lahko ukvarjali, to sklepa s tem iz tega tudi. In tudi vidimo, kakšna bila njihova bivanjska kultura, kako so opremili svoja bivanjske prostore. No. Tukaj je en primer zapuščinskih, oziroma dva primera zapuščinskih inventarjev Franca Sigmunda Delea in njegove soproge Ignacije Kordule. Tukaj sem izpostavil predvsem knjige in listine. Kot vidite, je število knjig pri Francu Sigmundu 26, pri Ignaciji Korduli 24, se pravi, v glavnem se tudi pokriva, ki so podedvala. Listine jih je več sicer tukaj. Je tudi zanimivo gledati z tega stališča, ko se dobi tudi enkrat oporoke in kaj je bilo podedovano, naprimer od enega zapustnika pa do njegovega dediča in tako naprej. No, zdaj bi se pa rad podrobneje spustil v zapuščinski inventar Jurija Jakoba Hohenwarta oziroma Georga Jakoba, kot je to njegovo izvirno ime v nemščini. In sicer zakaj? Ker je zelo podroben. No, če imamo, so vsi sestavljeni v glavnem več ali manj po istemu
kopitu, tako da so naštete njihove premičnine in nepremičnine. Naprimer, tukaj lahko vidite, to je kapital, nepremičnine, listine, dokumenti, porcelan in kozarci, orožje in puške, namizni prt in posteljnina, hišni pripomočki in premičnine, srebro, predmeti iz kositra, bakra in medenine, železo, knjige, žitarice, živina, seno in slama, vino ter prihodki iz gospodstva. Vse popisano do predmeta natančno, več ali manj skoraj, in ta nam je pa še zelo posebej dragocen, ker je bolj podroben od tistih prejšnjih, ki sem ga pripokazal. No, tukaj se lahko vidi po tej rekapitulaciji, da je skupna vrednost njegovega premoženja, sicer Jurija Jakobela, 128.200 goldinarjev, zlatnikov. No, tako to zgleda, vidite levo in desno. No, zdaj bi se najprej rad ustavil na popisu premičnin v gradu Ravne. Nam je to predvsem dragoceno, ker dan danes je grad zaradi burnih dogodkov iz 20. stoletja, ko so zgleda ali odpeljali ali pa uničili njegove premičnine, v glavnem prazen, ohranili so se samo neki skromni ostanki, pravzaprav o interjerju nimamo niti nobene prave predstave. No, tukaj v tem inventarju je pa popisano namreč vse, stoli, mize, omare, natančno, in to ne vse skupaj za celoten grad, ampak za vsako sobico posebej. No, tukaj imamo naprimer v pisarni grofa, kaj je bilo na levi strani, piše potem tukaj na desni lahko vidite, pa en izsek, sicer naprej, iz prvega nadstropja, pa iz grofove sobe. To sem pa pripravil, da bi lahko videli en naslednji primer, kako se lahko te inventarje uporabi pri raziskovanju te kulturne dediščine na gradu. No, evo tako, tukaj imate ta prepis iz tistega. Se pravi, iz te grofovi sobi je bilo ena zofa s 4 blazinami, žimo in črnim usnjem, ena predalna omara iz trdega lesa, 6 stolov z rdečim usnjem in visokim slonjalom, vsak vreden po 2 goldinarja, ena komoda iz trdega lesa, 2 sliki s steklom in okvirji, ena paviljonska postelja iz mehkega lesa, ena mizica iz trdega lesa. Kot vidite, tudi je tukaj na desno ocenjena vrednost teh predmetov. In namreč, ko sem bil to leto konca avgusta v Avstriji in sem navezal stik s potomkami plemiške rodbine Hohenwart, sem imel tudi to srečo, da so mi dovolili, da lahko poslikam tudi nekaj njihovih predmetov. No, in tukaj na desni lahko vidite 2. Poleg tistih 2 portretov, ki sem že jih prej pokazal, ki so v ozadju. No, tukaj vidimo en tak lep star usnjen stol iz, sicer ni grofovski grb rodbine Hohenwart, je verjetno enkrat izpred leta 1767, no, tukaj je pa mizica, 8-kotna s grofovskim grbom rodbine Hohenwart. In sedaj lahko na podlagi tega popisa lahko sklepamo, ugotavljamo, ali so ti predmeti dejansko ti, ki se jih navajajo v inventarju ali ne. Zdaj, glede na to, da to zgleda kot nek usnjen stol, bi lahko, pa tudi po vrednosti bi mogoče bilo, bi skoraj lahko ustrezal temu opisu, ki sem ga prebral. Mizica, čeprav tam piše mizica iz trdega lesa, pa nisem najbolj prepričan in najbrž zato, ker v inventarju se omenjajo tudi predmeti, naprimer pišejo, če ima mizica kakšne posebnosti, ali je okrogla, ali je 4-kotna, ponekod piše tudi, da je 8-kotna za eno, ampak nisem čisto prepričan, če je ta, ker vrednost nekako ne ustreza. No. Tako da stol bi lahko mogoče bil, mizica pa ne. In bi rad še tako povedal, da tak inventar oziroma ko se najde tako predmete, podobne, ki ustrezajo temu opisu, potem se lahko iz tega naredi nekakšno, če ne drugega, rekonstrukcijo teh grajskih prostorov, glede da imamo to podobno popisano, da je lahko narisano, virtualno, lahko se odloči eventualno, da se opremi grad z neko podobno
opremo, pohištvom. Lahko se gre pa ne na zadnje, tako kot sem zdaj jaz šel, da se poskuša iskati original interier in se na podlagi tega poskusi to srečo. No, to je ta primer. Naprej. Druga dragocenost, ki se nahaja v zapuščinskem inventarju Jurija Jakoba, je pa njegov katalog knjig iz leta 1808, no, ko je bil ta inventar narejen, ko je umrl. In sicer usoda grajske knjižnice namreč nekam tragična, no, sicer do nedavnega veljalo, da ne bi bile te knjige z gradu Ravne požgane po drugi svetovni vojni, dobesedno na grmadi. No, potem se to izkazalo, to je del resnice. Kot je v svoji knjigi napisal Drago Kolenc, je del knjig bil rešen s pomočjo domačinov, ki so jih nekaj nabrali. Do danes se jih ohranilo okoli 50. Popis teh knjig je naredil tudi gospod Kolenc in objavil v svoji knjigi. Nekaj so jih prepeljali sicer tudi na šolo v Prestranku, te ne bi bile v slovenščini, ampak tiste ne bi nažalost tudi bile uničene v požaru, ki se je zgodil na šoli. Nekaj pa bilo nakazano, da teh knjig bilo odpeljano na Dunaj, kar bomo videli kasneje v naslednjih prispevkih, oziroma sledih. No, najprej, da vam tukaj predstavim inventar. Tukaj tako izgleda ta popis knjig, tudi zelo podrobno, na srečo. Naprimer, prvo je statut mesta Koper, piše, potem recimo Le livre de quatre couleurs, Il Charlone, drama Giocoso per musica. No, potem imamo kraj izida teh knjig, naprimer Benetke, Amsterdam, Dunaj, leto izida, format knjige, kvarto, oktavo, lahko je tudi folio in tako dalje. No, čisto na desni strani je pa njihova ocenjena vrednost, in sicer prvi stolpec so goldinari, drugi stolpec so krajcari, in kot kaže tukaj nobena knjiga ni bila vredna kakega goldinarjev, vse v glavnem bilo ocenjeno po nekaj krajcarjev. No, tukaj spodaj desno pa lahko vidite ex libris iz knjig, ki so bile v lasti ravenskih gospodov iz rodbine Hohenwart, in sicer njihov grb, ki se nahaja noter na platnici v knjigi. No, iz tega kataloga se da ugotoviti, da je skupno število teh knjig v grajski knjižnici leta 1808 bilo med 800 in 900. Trenutno se je v izdelavi tudi virtualna knjižnica gradu Ravne, v katero je vnešenih 722 knjig. Od teh je najstarejša Biblija iz leta 1495. Večina knjig pa datira v 18. stoletje oziroma v obdobje razsvetljenstva v Evropi. Zastopane so zvrsti kot so religija, filozofija, pravo, zgodovina, geografija, jezikoslovje, beletristika, naravoslovje, ekonomija in tako dalje, kar nam kaže, da je imel vsaj Jurij Jakob širše zanimanje za svojega znanja. In glede na razporeditev, glede na število knjig po jezikih, jih je bilo v latinščini 300, v nemščini 279, francoščini 75 in italijanščini 73. No, če zdaj damo tukaj en skupen imenovalc glede romanskih jezikov, lahko rečemo, da je bilo v romanskih jezikih večina knjig. No, tukaj je na par primerov teh knjig, znamenitih avtorjev. Eno bolj znamenitih del Teorija filozofije naturalis Ruđerja Boškoviča, potem imamo tukaj opis krajinske Carniole antica et nova Lebna Janeza Ludvika. Zastopan je tudi znamenit avtor kot John Locke. Diderot Denis je najbrž poznan kot eden največjih enciklopedistov. Tukaj imamo tudi statut mesta Koper, komedije gospoda Molierja, najbolj znan naš Janez Vajkard Valvazor, tukaj sicer s knjigo Topografija Ducatis Carniole, en najstarejših opisov sveta Sebastiana Münstra, kozmografija,
Potem je tukaj delo Huga Grotiusa o vojni in miru, kar je na področju prava mednarodnega. Zanimive so še knjige, naprimer, tukaj sem našel Virtù del caffè, bevanda, la più salutifiera e la men conosciuta, introdotta nuovamente nell'Italia, ki piše o kavi, ki je bila takrat predstavljena, v bistvu se je začelo tam pitje kave v Italiji in to je še posebej zanimivo za vse ljubitelje te pijače, ki jo pokoristimo vsak dan. No, za tiste, ki so šli na Grand Tour po Italiji, je tukaj knjiga Nouveau Voyage d'Italie, potem tudi Scuola dei Principi e Cavalieri, da so se vladarji oziroma knezi in vitezi učili omikanosti. Potem je nekaj tudi iz vojne proti Turkom. Imamo tudi znano delo pruskega pravnika, ki je spisal projekt Corporis Juris Fridericiani, da bi poenotil pravo v kraljevini Prusiji. Tukaj je delo zelo znanega nemškega jezikoslovca tudi Gottscheda. Knjiga tudi o Tridentinskem koncilu, o kanonih in dekretih. Potem so tukaj tudi knjige, ki se nanašajo, ta prva, Cesarja Jožefa oziroma njegov splošni sodni red, Utopija Thomasa Mora in ne nazadnje, zgleda, da je bilo tudi zanimanje za branje knjige o parlamentarizmu v Angliji, tukaj Sir Thomasa Smitha. No, kot sem že omenil, trenutno je v izdelavi virtualna knjižnica gradu Ravne pri Pivki in sicer z namenom, da se vsa ta kulturna dediščina ne pozabi in da bi bila čim širše dostopna javnosti, da bi se še širše spoznala z vsemi temi knjigami in ne nazadnje, da tudi vidi, kakšne knjige je bralo plemstvo tukaj in se tudi sama nekako izobrazi. Lahko, kot sem povedal, tam so knjige v različnih jezikih, tako da za tiste, ki znajo italijansko, nemško, no, latinsko in francosko, bo tukaj lahko verjetno kar kaj zanimivega branja. No, tukaj bi vam rad pokazal, ko se gre na to spletno stran, greste tukaj ravne.librarica.com. No, odprlo. No, potem tukaj katalog. No in tukaj lahko, kot vidite, so knjige našene noter v vnašanju. No, zaenkrat se vnašajo, potem se načrtuje še preverjanje podatkov, dopolnitev še te knjižnice. Tako tukaj lahko pokažem, naprimer, greste noter na knjigo, imate tukaj vse tagirano, leto, kraj zida, format knjige, no, tukaj se treba še prevesti. In potem tukaj je link na Google Books. Imate tukaj povezavo. Books. Pa nam bo uspelo, ja. Evo, da ste to povezavo v brskalniki, evo mi je odprlo knjigo. In ste lahko kot graščak na Ravnah lepo berete knjige, ki je zabavalo takratno plemstvo, no, ker sicer takrat se treba zavedati, interneta ni bilo, zime so bile lahko dolge, tako, no, tudi poletni večeri sicer in kaj lepšega, kakor se kaj izobraziti in prebrati kakšno knjigo. No, da se vrnemo nazaj na predstavitev. Dobro, no, zdaj tukaj sem vam pokazal, kako lahko greste na to spletno stran, to je direktno, lahko pa tudi tukaj se zberete to pod ta link, pa potem pridete direkt na katalog. No, gremo dalje. Zdaj, kakšna je bila usoda te knjižnice, originalnih knjig? Namreč, kot je že bilo nakazano v knjigi Draga Kolenca, so bile te knjige skupaj z arhivom prepeljane na Dunaj, po smrti zadnje plemiške lastnice, ki jih je očitno podedvala,
podedovala. No, in kot sem zvedel, tam nekaj jih je bilo menda prodanih na dražbi, večina pa je bila nekako, je prišla v last potomcev rodbine Hohenwart, ali so odkupljali, kako se moram še pozanimati. V glavnem, to so pa te ravenske knjige, originali, lahko vidite levo in desno, so pa danes v lasti dveh potomk iz te rodbine, in sicer gospe Gabriele Blankner, to je slikano v njeni knjižnici, in gospe Štefanie Wiesbauer-Hohenwart, no in njen soprog, ki se tudi ukvarja z antikvitetami, mi je pa posredoval tukaj seznam teh ravenskih knjig, ki so bile posredovane rodbini, oziroma pravzaprav ne, prepeljane na Dunaj, in teh je okoli 300. No, zdaj imamo v bistvu 3 kataloge. Eden je tisti zapuščinskega inventarja, eden je tistih, ki so se ohranili tukaj v Sloveniji, ki so jih rešili domačini, in zdaj je še ta, ki so bile prepeljane na Dunaj, oziroma od teh je nekaj, verjetno par 100 knjig tukaj na teh policah, pri teh potomkah doma. In zdaj lahko ustvarimo tudi nek malo bolj nov, obširen katalog, sicer katere knjige so sploh bile v lasti plemstva na Ravnah, rodbine Hohenwart, sicer pa so nekaj knjig tudi darovali institucijam, kot so historičnim društvom za raziskovanje zgodovine Krajinske, pa današnjemu Narodnemu muzeju, in te knjige so ali pristale danes v Arhivu Slovenije oziroma v NUK-u, Narodni univerzitetni knjižnici. Tako da je to tam nekaj tega. No, ena od teh knjig je pristala v Arhivu Slovenije, je bila tudi v zbirki na gradu Ravne, je bila to iz zbirke Miscellanea, no ta številka 1, bilo je 13 knjig, in sicer v njih je zbral rokopise Juri Jakob Hohenwart, to je ta isti, ki je ustvaril tisto knjižnico, po kateri smo lahko ustvarili to virtualni katalog. In sicer se tukaj nanašajo dokumenti na gospodarsko in politično zgodovino dežele Krajinske. No, tukaj imamo na desni strani napisano prihodke, ki izhajajo iz posesti plemstva dominikalne in rustikalne na področju dežele Krajinske. Potem tukaj je naslednja 10. knjiga, no 3 so ohranjene, kot sem menil, je navodila Marije Terezije, ki jih je poslala plemstvu na Krajnskem. In tukaj je še 13. knjiga, in sicer popis župnij na področju Furlanije oziroma Krajinske. No, in tukaj sem dal eno stran, ker seveda začne se s črko A, in ta prva stvar, ki je Aquileja, no, sedež Oglej, sedež patriarha. No, zdaj da gremo naprej na naslednjo institucijo, ki je zelo pomembna pri raziskovanju zgodovine, in sicer Avstrijski državni arhiv na Dunaju. No, tega sem obiskal konec avgusta, začetek septembra, tako da zdaj dokumenti iz tega arhiva so relativno sveži, no, tako da vam bom v glavnem pokazal dosedanja odkritja oziroma bolj zanimive dokumente, ki jih je še treba podrobneje raziskati. No, na hitro predstavim. Tam se nahaja rodbinski arhiv Hohenwart, ki obsega 35 škatelj, od tega je grajski arhiv Ravne 8 škatelj, in kar se pa tiče še znotraj tega arhiva Hohenwart, ki je še posebej razdeljeno glede po lastnikih, oziroma lastniki gradu Ravne oziroma plemiče Hohenwart, je pa še 9 škatelj. No. Noter se nahajajo listine, v tem arhivu listine približno od let 1383, katera je najstarejša, pa navsezadnje do leta 1846, to je tega gospodstva Ravne, in sicer so med njimi tudi notarske listine, akti rodbin de Leo in Hohenwart, kakor tudi arhiv tega plemiškega gospodstva. No,
Na srečo imamo noter tudi inventar tega arhiva, se pravi popis vseh teh listin, tako da zdaj lahko primerjamo, če vse tisto, kar je bilo predano v arhivu, dejansko tudi nekoč pripadalo bilo v Ravenskem arhivu. Listine so, ki se nanašajo na rodbine Hohenwart in Deleo, tudi njihove dopisovanja, pisma, pogodbe, testamenti, sodniški akti, potem so tudi zanimiva lahko poročila upravnikov gradu, delovni registri, akti o gospodarskih zadevah na gospodstvu, pa tudi akti o podložnikih. Dobro, prva taka zanimiva listina, ki nam priča o prehodu od rodbine Ravnah na Deleo, je ta listina, ki je tukaj omenja Georga von Ravnaha, to je tega zadnjega plemiškega lastnika iz te rodbine. In v njej je izpričano, da svojo matično ravensko posest prepušča tržaški patricijski rodbini Deleo, Karlu oziroma sinu Jeremiji, kot za poplačilo svojih dolgov. Zgleda, da je mogoče bil prezadolžen, ali v glavnem si je nakopal dolgove in je prepustil svojo posest. No, tukaj je še ena zanimiva listina, in sicer cesarska o povzdignjenju rodbine oziroma bratov Deleo v baronski stan. Sicer je z časa leta 1661, je z časa cesarja Leopolda. Tukaj lahko vidite na sredini njihov grb, rodbine Deleo, spodaj je cesarski pečat in tukaj so dobili tudi predikat baroni Deleo von und zu Löwenberg in med drugim se doda tudi Ravnah, kot piše na listini, se pravi ravenski. No, ena tudi zelo zanimiva listina je ta, ki jo je izdal papež Klemen X. leta 1675, in sicer, da se lahko na gradu Ravne postavi oratorij, v katerem se lahko dnevno daruje po eno mašo. No, ta oratorij naj bi bil, glede na popis, ki smo ga videli prej, v drugem nadstropju, in v arhivu je še nekaj listin, kar se tega tiče, tako da to je ena od takih stvari, na katero se bo, ki je treba bolj prihodnje pozanimati podrobneje, ker zna biti tudi malo taka zanimiva zgodba, še posebej, ker danes se ni nekaj ohranilo tega oratorija. No, naslednja zanimiva listina, na katero sem naletel, dokler sem delal v arhivu, je pa Marija Ane Charlotte Deleo. In sicer ta izhaja iz časa, ko je ravno bil ta nekako prehod dediščine od njenega očeta, pa potem oziroma matere na njo, in zgleda, da se je zgodila neka poravnava s drugimi sodediči. In namreč tukaj je napisano, da se ta poravnava zgodila za vrednost nekje okoli 1000 goldinarjev, če se ne motim, in kot kaže, je bilo treba dati v tej poravnavi tudi neko prisego. No, tukaj na levi strani je v nemščini. Zanimivo pa je, da ta prisega bila dana tudi v slovenščini. In jo lahko vidite tukaj na desni strani. In sicer začne se tako. Jaz, Marija Ana Delevska, presežem napoprej Bogu, Očetu, Sinu in o Svetemu Duhu, ljubi Devici Mariji, vsem Božjim svetnikam in o svetim angelam. In tako naprej. No, kar nam tudi daje neko zanimivo zgodbo, kar jaz še nisem slišal, da bi bile takšne prisege zelo pogoste tukaj. No, moram reči, da sem prvič naletel na takšno in se bom mogel bolj podrobneje pozanimati, kako je s tem, in malo raziskati to podrobnost in mogoče narediti kakšno primerjavo tako v širše slovenskem prostoru, kolikor se tam tudi najdejo kakšne takšne zadeve v slovenskem jeziku iz tega obdobja. Tukaj je naprej še ena zanimiva stvar, ki bi lahko koristila vsem gurmanom in sladokuscem. In sicer v arhivu gradu Ravne sem našel kuharsko knjigo iz 18. stoletja.
No, in bila bi še, naprimer, lahko tudi zanimiva za primer, če se odloči kakšenkrat narediti dneve grajske kuhnje, oziroma lahko se pa tudi odpre grajsko kuhnjo, tam na vse zadnje. No, in tukaj so originalni recepti iz te knjige. No, tukaj sem pripravil 2 primera, da vam pokažem, ko je, in sicer na levi strani je to lovska juha in na drugi strani pa španec po špansko, ja, piščanc po špansko, se opravičujem. In noter so tudi recepti za sladice, tako da mogoče kakšenkrat se bo lahko naredilo kakšno kosilo, večerjo, tako iz teh grajskih receptov bi znalo biti zanimivo, pa tudi okusno. No, še ena zanimiva listina, ki bi bila zanimiva mogoče predvsem tiste, ki se zanimajo s stavbnim razvojem gradu Ravne, je pa iz obdobja Franca Karla Hohenwarta, in sicer priročnik o preparacijah oziroma popravilih ter o lepšavah na gradu Ravne, in sicer med leti 1743 in 1755. In sicer tukaj sem dal na desni strani, lahko vidite, kamnoseška dela. Je popisano po vseh letih, kakšna bila vrednost, kdo je to opravljal, kaj je opravljal. In zakaj bi bilo to zanimivo? Naprimer, ker kot smo videli lahko na slikah, je v tistem obdobju v glavnem grad Ravne iz tega, kar vidite na desni sliki, ta sicer iz obdobja Valvazorja, bil prezidan v lepo baročno rezidenco, ki jo lahko vidite na zgornji desni strani, oziroma spodaj na katastru, je bil dodan tudi grajski vrt. No, tukaj je malo bolj z tega obdobja slika Jozefa Leopolda Vizerja von Berga, spodaj desno. Kot vidite, lepa imenitna rezidenca v Italiji, kot sem nekoč prebral v nekem viru, v lepem italijanskem baročnem stilu. No, zdaj se pridemo naprej na Hohenwarte, in sicer grofe. No, predtem so bili vitezi, zdaj so bili povzdignjeni v grofovski stan, tega ne bi sicer imeli že davno prej, ker so staro plemstvo z Bavarske, ampak no, potem vmes se ne bi to nekako izgubilo, potem so bili dokončno povzdignjeni, sicer za časa vladavine Marije Terezije. In tukaj je bilo tudi zanimivo, ker so dobili tudi predikat von Ravnah, to so ravenski gospodje. No, kasneje pa, ko so umrli tudi zadnji potomci iz rodbine de Leo v sredini 19. stoletja, pa so prevzeli tudi njihov naziv de Leo von zu Levenberg. No, tukaj je njihov izboljšan grb rodbine von Hohenwart, in sicer dodan je bil ta stolpič, no, ko smo lahko videli tam že na tisti mizici. Sicer po nemško se reče Hohenwarte, kar je tudi tako iz tega primka Hohenwart. No, zdaj, da se dela neko rdečo nit prehoda ravenskega gradu oziroma posestva iz ene generacije v drugo, so nam pomembne listine ali testamenti, lahko pa tudi, kot v temu primeru, listina o izročitvi. Šlo je za predajo gradu oziroma posesti Ravne Karla Sigmunda Hohenwarta in njegove žene Marijane Charlotte, ne, Franca Karla, se opravičujem, Franca Karla von Hohenwarta in Marijane Charlotte de Leo, no, njihovemu sinu, Juriju Jakobu, sicer leta 1755, recimo, da približno v tistem času, ko so bile končane prezidave. No. In seveda, no, kot sem omenil, so tudi testamenti, no, tukaj ga lahko vidimo Jurija Jakoba, in zanimiv je, naprimer, tako na prvi vtis, ko se začne brati, je to. Sicer tukaj je njegov nagrobnik v kraju Rova, pri Kamniku. In kot vidite, lahko, mogoče se malo slabše vidi, no, v glavnem, rojen je bil na gradu Ravne, prvi in edini iz rodbine Hohenwart, ki je bil rojen na gradu Ravne,
Umrl je sicer Hugo, tam še eden iz rodbine, ampak rojen je bil pa samo on. In kaže, da je bil nekako navezan tudi na to posest, te pivške kraje, ker si uredil tudi tako imenitno knjižnico tukaj. Druga stvar pa, ki nam priča o tem, je pa tudi to, da je v oporoku zapisal, da vkolikor bi umrl na gradu Ravne, ne se ga pokoplje v bližnji cerkvi v Šmihelu. No, zgodilo se je, da je umrl v Ljubljani po zimi in glede na to, da je bila njihova matična posest, dvorec Kolovec, no, ker je tudi kraj rova, ker je danes pokopan, je bil pač pokopan v tem kraju, ker je bil bliže, na vse zadnje je bil tudi bliže Ljubljani. No. Je pa ena zanimiva stvar, da bi lahko bil, če bi umrl verjetno na tem gradu, bi lahko imeli plemiča Hohenwarta pokopanega tukaj. No. Zdaj, ena stvar, ki je tudi zanimiva iz zbirke Jurija Jakoba oziroma Georga Jakoba, no, je tudi njegova rodbinska knjiga spominov. V njej zapisuje vse pomembne zadeve, ki so se pripetile znotraj njegove rodbine, družine, bolj zasebne narave. No in tukaj imamo en primer, ko piše, da se mu je rodil sin in sicer tukaj na desni strani piše Franciscus Xaverius Josephus Hannibaldus. No, to je pa ta znameniti Franz Josef Hannibal von Hohenwart, znamenit naravoslovec. No, še prednje pa ostal naravoslovec, je bil pa državni služabnik, služil avstrijskemu cesarstvu. No, tukaj je en dokument zanimiv iz časa, ko se je ravno upokojeval, z leta 1820. In sicer takrat je bil tudi nek cesarski svetovalec v Benetkah. Takrat so Benetke spadale pod avstrijsko cesarstvo. Med drugim je v svoji karieri bil tudi vicekapitan Kopra. No, tukaj piše točno, kje je služboval, koliko let je služboval in tako dalje. No, tukaj bi vam pokazal nek zanimiv dokument, ki mi je padel v oči. In namreč zaradi tega, ker je tukaj podpisan feldmaršal Hiller, to je bil pa vrhovni poveljnik avstrijske vojske leta 1813, ko je tukaj osvobajala te svoje nekdanje kraje oziroma province, ilirske province izpod Francozov, so se borili proti italijanskemu podkralju oziroma Napoleonovmu posinovljencu, to je bil Eugène de Beauharnais. In tukaj našteva tudi zasluge Franca Jožefa Hannibala von Hohenwarta in tudi v eni tukaj bitki, ki je potekala blizu Pivke in sicer pri Cerknici. No, Franc Jožef Hannibal je bil znamenit naravoslovec, zbiratelj rastlin, mineralov, kapnikov in živali. Tukaj se nam je v Sloveniji najbolj trajno zapisal s svojimi zaslugami, ker je bil med drugim tudi zaradi svoje zbirke, ki jo doniral, ustanovitelj Kranjskega deželnega muzeja, ki je nato prerasel v Narodni muzej Slovenije. Ga lahko vidite tukaj na desni strani, to je sicer novejša stavba iz konca 19. stoletja, takrat so bili v drugih prostorih. No, napisal tudi prvi vodnik po Postojnski jami, leta 1830. Njemu na čast se imenuje tukaj hrošček, Leptodirus Hohenwarti, spode desno ga lahko vidite, drobnovratnik, ki je bil najden v Postojnski jami. Napisal je tudi vodnik po deželnem muzeju v Ljubljani, tudi osebno je menda vodil obiskovalce po njem. In tukaj je eno priznanje za vse tudi njegove zasluge. No, tukaj lahko vidite enega izmed njegovih znamenitih portretov, ki ga je naslikal Matevž Langus. Na levo je pa podelitev častnega meščanstva v Ljubljani, tukaj je originalna listina,
leta 1836. No, priznam pa ni bil le v matični Kranjski, ampak tudi širše v Evropi. Tukaj sem zbral nekaj listin, ki pričajo o tem. Imamo naprimer listino iz Prage, patriotsko-ekonomske cesarsko-kraljeve družbe iz Češkega kraljestva, potem je kraljeva kmetijska družba Kraljevine Hanover. Zanimiva je lahko tudi predvsem iz tega vidika, ker tukaj piše Großbritannien und Irland, ker kralj Velike Britanije in Irske je takrat bil hkrati tudi kralj Hanovra, je bilo to v personalni uniji, tako da tukaj posredno lahko vključen noter tudi britanski imperij, recimo, če se malo na stran. Tukaj na desni strani je listina iz Moskve, in sicer družbe, ki jo je ustanovil car Nikolaj I, potem tudi iz Kraljevine Prusije, potem imamo tukaj iz Benetka, Ateneo di Venecija, iz Heidelberga, tam se nahaja med drugim tudi znamenita univerza, nemška, no, da malo grem naprej, recimo Akademija Fiorentina delle Belle Arti, Kraljeva družba za nordijsko arheologijo iz Kopenhagna in nenazadnje tudi družba iz Moldavije, no, današnje Romunije sicer, ker tu je iz kraja Jaši, ki danes v Romuniji ni Republika Moldavija, ampak je tisti del, ki je pripadal Romuniji današnji. No, seveda, zdaj smo prišli seveda tudi do konca življenja in testamenta. Kot sem omenil, Franc Jožef, oziroma kot se je on podpisal, Franc grof Hohenwart, ni imel otrok v svojem zakonu in je prepustil vse svoje premoženje svojemu nečaku, Karlu Zigmundu von Hohenwartu. No, tukaj spet njih grob iz kraja Rova, testament. No, kdo je bil Karl Zigmund von Hohenwart? On se pa zapisal v zgodovino predvsem kot politik. Bil je deželni glavar Kranjske, deželni predsednik Koroške, državni namestnik v Gornji Avstriji. Najbolj se zapisal, oziroma najvišja stopnička v svoji karieri je bila pa leta 1871, ko je postal ministerski predsednik avstrijske polovice Avstro-Ogrske oziroma Cislajtanije. In sicer mislim, da njegova vladavina trajala eno slabo leto, 10 mesecev, mislim da. In najbolj pa je si prizadeval za federalno ureditev Avstro-Ogrske in začenši s češkim delom, recimo monarhije, kajti nekaj let prej so dobili to priznanje oziroma poravnavo na Ogrskem in podobno ne bi to šlo naprej, tudi s Češko. Tako da, ko sem gledal arhiv, je veliko teh pisem, dopisov, telegramov, programov, vse, ki se navezujejo na Češko. Tam zgleda, so ga imeli zelo v čislih, ker mi je želel, da bi imeli podoben status kot Ogrska, da bi postali nekako češka kraljevina, ki bi kronali Franca Jožefa tudi formalno za češkega kralja. Ampak žal so se temu uprli nemški nacionalni krogi, potem seveda normalno je bila proti tudi ogrska polovica, ker bi s tem izgubili svoj privilegiran status in tako je bila njegova vlada prisiljena k odstopu. No, svojo politično kariero je nadaljeval kot poslanec v avstrijskem državnem zboru. Leta 1885 je postal tudi predsednik računskega sodišča in leta 1897 tudi član Gospodske zbornice in sicer te funkcije opravljal do smrti. Tukaj je nekaj par listin iz te njegove politične kariere, sicer bolj kasnejše, in sicer imamo tukaj zapisnik iz poslanske skupine konzervativcev oziroma železnega obroča, tega Hohenwartovega kluba, ki jim je pripadal. Na sredi je listina o imenovanju za predsednika računskega sodišča in na desni imamo dekret o imenovanju za člana Gospodske zbornice.
No, zanimivo pa tudi, da so te dokumenti prišli očitno iz cesarske pisarne, kajti tam lahko vidite, da podpis cesarja Franca Jožefa, zgoraj je pa sicer viden ta grb, no, avstrijski, cesarski. No, gremo naprej. En zanimiv vir, s katerim bi se bilo zanimivo ukvarjati tudi v prihodnje, je pa avtobiografija, ki jo je napisal Karl Sigmund, in sicer enkrat po letu 1880. Pisal je v tretji osebi in tukaj ne piše samo o svojih političnih dogodkih, ki jih je doživel v javnem življenju, ampak tudi zasebnem življenju, in hkrati dodaja tudi neke priloge in dokumente, tako da s tistim, ki se ukvarja s preučevanjem njegovega obdobja, recimo kot ministrskega predsednika oziroma kot tukaj gospoda na Ravnah, lastnika gradu Ravne, bi znala biti zanimiva. No, na srečo se je v temu njegovemu arhivu, no, ker se njegovi škatli, so se našli tudi stare fotografije gradu Ravne, in sicer, kot kaže, je bil tudi nek ljubiteljski fotograf. No, izmed tistih fotografij, ki se nahajajo v tej njegovi škatli, je približno 8 teh, ki so od gradu Ravne in okolice. No, tukaj sem zbral na par teh lepših. Imamo na prvi sliki zgoraj je original črno-bela. No, z današnjo tehnologijo pa lahko te slike tudi pobarvamo. No, in zdaj tukaj je en poskus, ki sem se ga lotil, no, mogoče bo lahko v prihodnje bodo kakšne lepše slike tega. Lahko vidite spodaj moj poskus te kolorizacije iz leta 2020. Tako da se malo lahko približa ljudem. Tako, sicer ni isto kot original. Original se bolj vidi, da je iz tistega časa, zdaj če je pobarvano, ampak vseeno, no. Tako, so takšne lepe slike. No, tukaj lahko vidite, na prvi je grad Ravne, naprej je grajski vrt, na drugi, na tretji je slika, sicer v daljavi se vidi, če bi povečali, bi bila cerkev v Šmihelu, slika na zgradu Ravne, in na zadnji sliki je pot, ki vodi do hleva oziroma grajske kašče. Še ena zanimiva stvar Karla Sigmunda von Hohenwarta, sicer iz njegovih mlajših let, je bila listina, ki nam priča, da bil tudi član Tržaškega združenja proti mučenju živali. No, danes so podobna združenja zelo, recimo, tako popularna, vse splošno tudi prepričanje, da se živali ne sme mučiti, je celo kaznivo to, ampak meni je bilo to zanimivo, da je ravno on bil, no, tako tudi član tega društva, no, in tudi takratnih časih ena taka pač posebnost, recimo temu. No, listina sicer z leta 1856. No, kot pri vseh ljudeh, smo tudi pri njemu prišli do konca življenja, no. Umrl je sicer na Dunaju, bil tam tudi pokopan. Svojo ravensko posest je zapustil njegovemu sinu, Hugu. On žal tudi ni imel otrok, tako da, kot smo povedali, je podedovali so dejansko, no, njegova soproga oziroma vdova Izabela in Hugovi bratje. No, ti so svoj delež kasneje prodali, da je mogla ta vdova odkupiti preostali delež, da postala edina lastnica. No, in tukaj so še te njihovi nagrobniki s pokopališča na Dunaju. Lahko vidimo zgoraj Karla grofa Hohenwarta, zu Gerlachstein, Ravensberg und Raunach, Freiherr de Leo von und zu Levenberg. Tako da vidimo tukaj, da ima poln ta naziv tudi ravenski in gospod oziroma, ja, baron de Leo. No, spodaj je pa grob njegovega sina Huga in njegovega brata, Hugovega brata. No, s tem bi nekako zaključil to svojo predstavitev.
se vam zahvalil za pozornost in še, da vam lahko še na koncu pokažem, tukaj je ta zbirka arhivskih virov. Tukaj so, kot ste videli, veliko slik, so še slike in najlepša hvala, še enkrat najlepša hvala, se zahvaljujem pozornosti in se mogoče vidimo prihodnjič.